Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Ko se prvič srečamo z demenco pri ljudeh, ki so nam blizu, ki jih imamo radi, smo običajno zbegani, nemočni, nevedni, prestrašeni. Kako demenco prepoznati? Kako ravnati? Kje poiskati pomoč? O tem bomo govorili v nocojšnji oddaji s tremi gostjami, ki jim voščim prav lep dober večer v studiu VTV. Dober večer. In naj vas predstavim, spoštovane gostje. Z nami so gospa Andreja Štefan Bukovič, direktorica Centra starejših Zimzelene. Z nami je gospa Jelka Florjančič, vodja pogovorne skupine svojcev oseb z demenco. Dober večer. In z nami je tudi gospa Andreja Lukač, gospa, ki ima izkušnjo svojke oziroma mame, ki je zbolela za demenco. Dober večer tudi vam. In mogoče povemo še, da je nocojšnja oddaja kontaktna. V studiu smo v živo, zato, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, če imate kakšno vprašanje v zvezi z demenco, s težavo, z zadrego, s katero ste se srečali, se srečujete, dobrodošli. Naša telefonska številka je 03 897 0770. Lahko nas pokličete, verjamem, da če bodo le znale in zmogle, bodo gostje z veseljem odgovorile. Pa če začnemo, gospa Štefan Bukovič, kaj demenca sploh je? Kaj demenca je? Demenca, na kratko povedano, je v bistvu bolezen možgan. In zaradi te okvare v možganih, spremembe v možganih, ki se pojavljajo, v bistvu postanemo oškodovani, če tako rečem, na področju mišljenja, orientacije, in v tej potem napredujoči fazi začnemo izgubljati odnos s sabo, tudi z okolico. Ne znamo več umestiti v okolici, bom rekla, stvari. Če ponazorim, ne ločimo več, bom rekla, živali od rastlin v tej napredujoči fazi. In če rečem, kaj pomeni to, da izgubimo odnos s sabo, osebe z demenco, potem, ko bolezen že napreduje, večkrat tudi sebe ne prepoznajo več v ogledalu. In kar veliko se v zadnjih letih govori o tem. Odkriva se mogoče ena tančica, en pajčolan, za katero je bilo včasih rečeno, da ljudje, ki so prihajali v leta, ne vem, da so bile mogoče gospe, da so postale čudne, da so bile razne tete, če so dočakale visoko starost, tudi žlehta, tako po domače. Danes je verjetno to dejansko to, to so bili znaki demence. Ja, še danes, bom rekla, kdo si razlaga pri svojem svojcu, te spremembe, da gre za nagajanje, da si izmišljuje, da išče pozornost. V bistvu pa zdaj vemo, da te spremembe vedenja, ki so posledica demence, so v bistvu to, da zaradi te poškodbe možgana, ker naše kognitivne funkcije ne delujejo več tako, nismo, ko imamo demenco, sposobni več tako presojati, ne zapomnimo si. To gre za motnje spomina, in če mi ne vemo, kam smo kaj dali, ne samo to, da ne najdemo recimo ključa, niti ne vemo, zakaj bi ga uporabljali, da kar naprej nekaj iščemo. In tukaj velikokrat potem tudi osebe z demenco pomislijo, da jim je kdo kaj vzel, in prihaja do teh obtoževanj, kdo mi je ukradel. Ta prvi v vrsti so običajno družinski člani, in te spremembe osebnosti težko sprejmemo, tudi še danes, ampak bom rekla, se pa ta osveščenost precej pozna. Znamo si vsaj razložiti, zakaj do tega pride. Gospa Jelka Florjančič, vi ste vodja pogovorne skupine svojcev oseb z demenco. Kako pravzaprav ste se znašli v tej skupini kot vodja te skupine? Kaj v skupini počnete?
Skupina za samopomoč oziroma pogovorna skupina oseb s demenco je skozi to šla čisto po osebni izkušnji in sem to želela predati oziroma nadaljevati naprej svojcem oseb z demenco, ker smo šli tudi pri nas doma skozi kalvarijo s boleznijo z demenco. To vemo, da je bolezen, ki je skoraj hujša za svojce, kot za obolelega. In pogovorno skupino smo ustanovili ravno zaradi tega, ker pač ljudje čutimo, če nas kaj zadene, da se moramo pogovarjati. Vse smo si različni, nekateri pač res želijo o tem se pogovarjati in tako smo na pogovorni skupini enaki med enakimi, z enakimi problemi, z enakimi težavami, z izmenjavo izkušenj. Jaz mislim, da sama sem šla v skupini za samopomoč, je bila neprecenljiva pomoč skozi bolezen, ko smo šli doma skozi to kalvarijo. Najhujše je verjetno to, da pride res do te spremembe osebnosti, da je človek, ne vem, ki živi z nekom toliko in toliko, 10 let takšen, potem se začne spreminjati. In tukaj je verjetno tisto najhujše. To je najhujše, kar svojci tudi povejo, da v bistvu na začetku kako ne prepoznamo, te spremembe pripisujemo, res tako ste prej rekli, ali starosti že tako ali tako, ali mogoče malo žlehtnobi, in kako ne prepoznamo, da je to res začetek ene bolezni. Gospa Andreja Lukač, tudi vi ste šli in nekako še hodite skozi to izkušnjo, da ste se morali soočiti, pravzaprav bova rekli, z boleznijo mame in potem tudi tega, da je nekako zraven bil oče, ki je za mamo skrbel, tudi verjetno njegove izčrpanosti. Kako ste mogoče vi čisto tako osebno doživljali tiste prve trenutke? Kako ste prepoznavali stvar? Torej, problem pri naši družini je bil ta, da sta oče in mama živela sama v svojem gospodinjstvu, obe s hčero, sestro mojo, pa sva si ustvarila svoje družine, ne? In vendar pa kljub temu smo bili zelo kompaktna družina in smo bili vsakodnevno v povezavi. In nekako pred kakšnimi 10 leti nazaj smo opazili vedenjske spremembe pri mami, ne. Najprej smo si tudi malce po svoje to razlagala, ne? Ali je to klic na pomoč, večkrat pridite domov in tako naprej, a ne. Pa vendar je vse tako začelo se stopnjevati, da smo takoj je zasvetila alarmna lučka, ne? Da tukaj je še nekaj drugega. Mama se je začela, mama kot dominanten član naše družine, ki je vedno držala vse vajeti v svojih rokah, skrbela za nas, bila odlična gospodinja, mati, žena, je iznenada začela popuščati. Obležala je, zelo veliko je spala. Poleg tega se ni hotela pogovarjati, se je samo o tistih stvarih, ki so njo zanimale. Čim smo začeli govoriti kakšno drugo zadevo, je postala zelo nestrpna in vznemirjena, ne. Začeli so se te spominske motnje, vedenjsko se je res zelo spremenila. Spomin je tako pešal, da so sledila večna vprašanja, na katere je hotela ves čas tudi odgovore, in to se je ves čas ponavljalo, eno in isto. Začela je
torej ta časovna orientacija je začela šepati. Kaj je bilo danes, kaj je bilo včeraj, kaj je bilo pred 5 minutami, to ni več prepoznala, ne. Njene sposobnosti za opravljanje nekaterih opravil, katere je prej vestno opravljala, so popolnoma popustile, ne. Zanemarjala je vse tiste aktivnosti, ki jih je rada počela. Naprimer vrt, na vrtu je bila ona silno rada, iznenada tega vrta ni bilo več za njo, ne. Rada je prej križanke reševala. Vse to je bilo pasé, ne. In takrat sem jo že slišala za to združenje Spominčica, to je bilo pred 10 leti, ko je bilo še več ali manj zelo v povojih. In sem se malo pozanimala o tej bolezni, kaj vse za sabo prinaša, kakšne spremembe so to, kako ravnati s takim človekom. In seveda sem poskušala na vse načine, ne, da bi jo umirjala, da bi se z njo pogovarjala, da bi čutila, da je deležna našega sočutja in pozornosti. Sodelovala sem v gospodinjstvu, kompenzirala vse tisto, kar ona prej ni. Prav tako tudi oče. Vendar pa je to šlo do neke mere, enkrat se je pa to ustavilo, ko je bila njuna varnost že ogrožena. Tukaj je bilo vprašanje plina, elektrike, hrana se je kvarila v hladilniku. Zelo je postajala kljubovalna, ne. Recimo, ko smo jih hoteli zamenjati pokvarjen televizor, ni dovolila, da ga odpeljemo. Ni dovolila, da spraznimo hladilnik, ki je bilo vse pokvarjeno, že ker niti nista zapirala vrat. Moram povedati, da je bil oče enakih let kot mama. To se je dogajalo v njunih 86 letih se je to začelo pri nas, ne. No in takrat sem stopila v stik, seveda s patronažo, ker je imela mama tudi ene težave na nogah in je obležala. Ampak ona ni prinesla nikogar tujega v stanovanju. Takoj, ko je patronaža odšla, ona je vse to potrgala dol. Nastal je problem pri jemanju zdravil. Jaz sem bila res vsak dan pri njima, ne. Jaz sem se res angažirala, ker sem imela najboljše pogoje za to. Zaskrbel me je pa tudi oče, ne. Oče je postajal čedalje bolj utrujen, čustveno, popolnoma razrvan, ni prenesel niti fizično vseh teh obremenitev, ne. In takrat sem vedela, da je pa treba nekaj bolj radikalnega narediti, ne. Po tistem pa, ko sem še poslušala predavanje dr. Pirtoška, mi je bilo pa jasno, da nimam več kaj čakati. Zakaj smo čakali? Moja dva starša sta bila ena taka individualista, celo življenje sta nekje živela zase, zelo navezana na ta dom in na vse. Zato smo mislili, da bomo lahko še majčkeno raztegnili to področje življenja doma. Kot sem prej omenila, je postalo pa že kar kritično. In takrat sem sprejela skupaj z očetom, ki je bil še sposoben presoje, da moramo narediti ta korak, da gremo v en bližnji, urejen dom. Nastalo je vprašanje, v katerega, ker pa je moja mama Šoštanjčanka po rodu. In je bilo to področje, ker sta preživljala svojo mladost. In ravno takrat se je Zimzelen par mesecev prej odprl, smo se odločili za Zimzelena, ne. Še prej smo peljali očeta, da si je to ogledal in je prišel vas navdušen nazaj. Čim prej, da je prošnjo noter, da ne bojo zasedeli, ne, ker on je bil res preutrujen in je želel eno varnost zase in za mamo, kar je najboljše, ne. No in tako smo pristali v Zimzelenu.
vendar pa je ob tem nastal en velik problem, kako izvedeti ta manever, kajti vedela sem, da mama nikakor ne bo pristala na to. Enkrat sem jo v eni šali vprašala, ti mama, pa šli mi v Topolščico, ne, tam je lepo, to ti vse poznaš, si boš malo odpočila. Prav, veš, tja so pa vedno hodili tisti, ki so imeli veliko, ne, v preteklosti, takrat, ki je bila še ona mlada. Ampak so vseeno umrli. S tem sva zaključili najin pogovor, nisva prišla nikamor, ne. In potem smo izvedli ta manever prestavitve. Vedela sem, da jo ne smem razburjati, nikakor ne, da bi to samo poslabšalo vso situacijo, njeno zdravstveno stanje, da se moramo ugibati s tem stresom, da pa s prepričevanjem ne bomo nikamor prišli, ne. Oče mi je bil ob tem v veliko pomoč in tako smo šli nekega dne na izlet skupaj z mojo družino, z mojima otrokoma. Sred Savinjske doline smo že peli, tisto Savinjska dolina, rodni moj kraj. In ko smo prišli do Šoštanja, smo se ustavili prav, kam pa gremo zdaj? Zdaj moramo pa, veš, oče je bolan, je potrebenega zdravljenja in nikakor ga ne smeš pustiti samega. Tukaj boste 14 dni in smo še danes tukaj, ne. Stvar se je mirno razpeljala, brez tistih groznih stresov, kričanja in ne vem, kaj vse bi še pri nas bilo takrat, če ne bi tako naredila, ne. To sem delala v dobri veri, da delam za njiju najboljše. Morala sem sprejeti to odgovornost, ker tako, kot je bilo, v nedogled ni mogla več iti, ne, nikakor ne. Danes je mama tu že 7. leto, je sicer tunila v globjo demenco, je pa mirna, urejena in zadovoljna. Ima svoje dneve, ko je popolnoma odsotna, so pa dnevi, ko ji oči zaživijo, ko me zagleda, ko pridem k njej, ne. In zame je to vrh, kar smo lahko dosegli, ne. Vse v prepričanju, da je to za njo najboljše. Medtem ko oče je pa zaživel v tem domu, ne. Res, vključeval se je v najrazličnejše aktivnosti, veliko hodil po teh stezicah okoli po gozdu, bil član pevskega zbora, telovadbe in tako naprej. In veste, no, potem je pa zbolel in po 2 letih umrl, ampak tik preden se je to zgodilo, mi je dal priznanje. Je rekel, veš, to si pa dobro naredila, to si pa res dobro naredila, hvala ti. Kaj bi midva zdajle delala doma? Ne? In s tem njegove besede mi odzvanjajo v moji duši in mi lajšajo, kadar me zagrab stiska, ne? Ker vem, da sem na en način šla preko mame, da sem to izvedla, ne? Ampak kot rečeno, tako je zdaj to. In ko že govorimo o tem osebnem pristopu do svojcev demenčnih, ne, se mi zdi, da je dom Zimzelen idealen. Skrbijo za to, da smo v tesni povezavi s svojimi dragimi, da smo lahko tukaj koliko časa čemo in kolikokrat. In nepozabna je ta moja izkušnja, ko sem lahko v Bočetu preživela zadnje dneve, ko je umiral in odšel. To je pa neponovljivo in to so osebni pristopi. To so osebni pristopi in hvala vam še enkrat. Nepozabno je to zame. Gospa direktorica, če se mogoče vrneva zdaj po tejle zgodbi, ki smo jo slišali nazaj. Prvi znaki najbrž so, pa niso pri vsakem človeku takšni, da bi jih recimo prepoznali.
Ja, bom rekla, bolj je odvisno od osveščenosti, ne? Zato je tako pomembno, da imamo današnjo oddajo, da imamo Alzheimer kafe, da deluje spominčica, ne? Da bo čim več ljudi prepoznalo te prve znake. Prvi znaki so, v glavnem se kar pojavljajo pri vseh, ne? Zdaj samo na stvari svojcev je, kako smo subtilni, da jih opazimo, ne? In te motnje govora, ne? Da recimo se ustavijo sredi stavka, ne zmorejo do konca povedati, ne najdejo besed. To so že nekako eni ti prvi znaki. Potem to, kar je gospa Andreja tudi rekla, ne, mama se je želela samo pogovarjati o tistih temah, ki so njo zanimale. Ravno zaradi tega kognitivnega upada, ne, ker jim zmanjka repertoarja besed. Ker ne znajo, ne zmorejo se več tako priklopiti in tudi slediti neki debati. Zato postajajo tudi potem vznemirjeni, nekateri tudi agresivni. A ne? In te spremembe vedenja se kar pojavljajo bolj kot ne pri vseh. Je pa res, da je ta napredek demence pa različen. Pri nekaterih gre precej hitro, pri nekaterih se pa tudi seveda s pomočjo zdravil zelo lepo lahko ustavi, upočasni, bom rekla. Omenili ste zdravila. Demenca je sicer bolezen, ki ni ozdravljiva. Ja. Ni zdravila, zdaj, da bi demenco pozdravili. Ta zdravila, antidementivi se imenujejo, ki jih predpisuje ali psihiater ali nevrolog, pa v začetni fazi, to je pomembno, da jih v začetni fazi dobijo bolniki, pa upočasnijo. In tukaj pa je, bom rekla, kar pomembno, ker kvaliteta takrat, ko, bom rekla, praktično si res zgubljen, popolnoma, ali pa ko še relativno dobro funkcioniraš, je kar bistvena, bistvena razlika je, zato je pomembno. Ampak verjetno se večina svojcev znajde v takšnem položaju, mogoče kot je rekla gospa Lukačeva, ko mogoče svojci oziroma človek z demenco ve, da se z njim nekaj dogaja in je potem težko pomagati, ne vem, ga peljati k nevrologu, bo rekel, ja pa sej nisem nora, kaj me boš pa zdaj tja peljal, ne? Recimo glede zdravil mogoče, ne? In spet se bom vrnila na to osveščenost. Mi bomo tukaj v prednosti, naša generacija, ali pa mi za tem omizjem, zato ker o demenci zdaj že kar nekaj vemo. In mi bomo same prepoznale, kdaj bomo imele, oziroma kdaj bomo se soočali s temi prvimi težavami. Ja, zdaj, pri tej generaciji naših staršev je pa to malo težje, ker praktično te bolezni naši starši niso poznali in je ne poznajo. Vejo, da je nekaj z njimi narobe, predvsem želijo to prikriti. Pogoste so te strategije, kakšnih izgovorov, potem šal in tako naprej, da bi za vsako ceno prikrili to situacijo. Zato, ker je ne znajo tudi ne prav umestiti, kaj se pravzaprav z njimi dogaja. In ta občutek, da ti nečesa več ne zmoreš, da tvoje funkcije popuščajo, če si predstavljamo, to mora biti res zelo težek občutek. In to tudi recimo, ko je rekla gospa Andreja, njihova mama je bila avtoriteta v družini in naenkrat ti tega več ne obvladaš. Za vsako ceno še v bistvu na nek način skušajo to zadržati. In kaj, ko gremo k zdravniku? Zdravnik te bo soočil. In tega soočenja je osebe z demenco tudi strah. Zato se tudi začnejo umikati. Nekateri grejo čist v pasivnost, ne želijo se kam vključevati, tudi pri teh pogovorih se izključujejo. V glavnem različne strategije so in je težko. Zato so te manipulacije. Recimo, ko je rekla gospa Andreja, kako so mamo praktično na nek način speljali do doma. V teh primerih, bom rekla, dovoljene, če tako rečemo. Te manipulacije so narejene v dobri veri. To se pravi, mogoče osebo z demenco ali pa mamo ali očeta, če rečem, na tak način peljati k zdravniku, ne zdaj ravno zaradi tega, ker imaš težave pri pomnenju in to,
gremo pa pogledati pritisk, ne vem, in a ne, na tak način. Pa bi mogoče zdaj predlagala, da preden nadaljujemo pogovor, prisluhnemo še eni zgodbi, ki nam jo je zaupal tudi gospod, katerih oba starša sta se nekako znašla v tem, če lahko rečem temu, peklu demence, pa prisluhnimo, kaj nam je gospod Slobodan Petrovič povedal. Moja starša, mama in oče, sta živela samostojno, sama v Ljubljani, v stanovanju in bom rekel, to je bilo pred 4-5 leti, oba sta že bila, bom rekel, pozni, bom rekel, oče takrat imel 95 let, 94 let, mama nekaj manj kot 90. Skratka, v globoki starosti, če bi rekel tako. No, takrat sta funkcionirala povsem brezhibno. Oče je imel vozniški izpit in je vozil avto do svojega leta 92. leta. Mislim, da je bil en najstarejših vozečih ljudi v Sloveniji. Skratka, bom rekel, po neki terminologiji mladenič. Vendar se naenkrat počasi začnejo opažati določene spremembe, pozabljivosti, začnejo se pojavljati določene, če bi rekel, čudne reakcije, čudne aktivnosti, ki jih tako v obiskih ne moreš razumeti. Recimo, nenavadno, da povem potem čudne, strast do kupovanja knjig. Naenkrat so začele se kopičiti knjige v stanovanju. Kaj se to kupuje? To kupujemo knjige. Potem ugotoviš, da so tudi 3 enaki izvodi knjig prišli v hišo. Nenavadno, dokler enkrat nisem potem pogledal, kaj se plačuje in ugotovil, da je znesek, mesečni znesek za knjig presegel 300 evrov. Čudno, ne? Prej se to ni dogajalo. Potem se pojavijo nenavadna, če bi rekel, nenavadne izjave, mislim, ne morem reči težko, nerazsodne, ampak vendarle nenavadne, bom uporabil izraz, nekateri dogodki, začnejo se izgubljati stvari, začnejo se, recimo 2-krat letno nadomeščamo zdravstveno izkaznico, osebno izkaznico, ključev ni nikoli zadosti, se izgubljajo ključi. Mislim, en tak proces, ki sam dogodek, vsak posamični dogodek ni nič tragičen, dogaja se vsakemu slehernemu človeku, tudi mladim in tako dalje, vendar je koncentracija teh dogodkov naenkrat postaja zmeri večja in večja. Glede na tudi leta, bom rekel, na starost, začne se tudi fizična zmožnost upravljanja določenih zadev. In takrat smo probali izvedli, seveda smo začeli te pomožne aktivnosti naročati zunaj. Prihajala je gospa, ki čisti, prvo enkrat tedensko, potem je bila to, bom rekel, frekvenca teh obiskov večja. Potem je bilo pomoč pri likanju, potem je hrana je bila, mama dokler je še kuhala, je bilo potem na koncu to zelo, bomo rekel, enolično in bogo, da smo mogli v enem trenutku to presekati. In je tako šlo do nekega trenutka, ko je postala stvar, bom rekel, samostojnega bivanja, pri njih sem ocenil, da je postalo nevarno. Enostavno, ker nista več skrbelo me za plin, ali boste znala prižgati ali ne. Skrbelo me je za, recimo, se je zgodilo, da se je pralni stroj nekaj vstavil narobe, mama ni znala več ustavljati perilo notri, oziroma je bilo to enkrat, je bilo polno praška, recimo doziranje tega in je bila poplavljena, oče je šel z izbijačem in odprl vrata, seveda, ker je bil pralni stroj. To, mislim, pa je bila poplava in tako dalje, so sosedje reševali zadevo. Pravno začnejo se neki
ko so neki čudni dogodki pojavljati. In smo v tem trenutku, sem jih vprašal, kaj misli o tem, če bi mogoče pa vseeno, če bi pogledali za dom, ne? Da bi šla pač v dom, so tako stara, da pri časih, da jaz pač ne morem jih servisirati, ne morem več. To, kar smo pa možnosti zunanjih storitev, smo pač praktično ta bonus, že rekel, ali pa bonus, ali pa ta kvantum že izkoristili, ne. Pri tem smo se seveda poskušali pozanimati pri zdravniku, pri splošnem zdravniku seveda je bil servis te normalne tablete, popuščanje srčne mišice, to dobiš tabletke, dobiš za visokrvni pritisk, dobiš za aritmijo srca, mislim, kup zdravil je, ampak to servis, kar se obnavlja, to se vzdržuje, kaj več od tega pravzaprav demenci ne. Moram reči, tu sem imel v tem obdobju tudi eno slabo izkušnjo z obiskom pri psihologu v zdravstvenem domu. Moram reči, tudi ni prepoznal demenco, razgovor je potekel to, gospa, kako se kaj počute. Mama je tudi rekla, krasno, odlično, ja pa zmorete, jaz se kuham, jaz se perem in tako dalje, malo me križ boli pri likanju in gospa doktor je tudi rekla, tudi njo križ boli pri likanju in tako se zaključil ta obisk pri zdravniku. Ko smo šli ven, smo rekli, tu ni haska. Skratka, v tej fazi, če bi rekel nazaj, vsaj moja izkušnja, naša izkušnja je o tem, da nekega suporta, nekega nasveta od nekih inštitucij, bolj si to splošni zdravniki, Centru za socialno delo nas je podučil o tem, da v primeru, če so starši nevarni sami sebi ali okolici, da je treba sprožiti postopek. To v tistem trenutku seveda niso bili ravno tako, da bi deklariral, da bo sodišče jim potem odvzelo pravilne sposobnosti, to ni bilo to. In bom rekel, ostaneš v bistvu sam na svetu, ne. No, moram nazaj vrniti, ko sem rekel, a bi vidva razmislila o tem, da bi pač šla v dom, mi je oče rekel, nikoli mi ni udaril življenje, ker sem jaz vedel, da v nekem momentu je dvignil glas in rekel, o tem, za to misel, nikoli več ne bomo rekli niti besede, niti stavka. Niti treba, da prihajaš sem, o tem ne bomo tu. Ta prihod tukaj je bil, moram reči, danes na nekom dobronamerno prevaro. Rada sta hodila, hodiš v toplice, na morje in mi je padlo na misel, pa sem prav poslušal, zdaj na morju niste pri že eno leto, smo se povedali, da bi šla v toplice, imam eno možnost, relativno poceni, tule Topolšice blizu mene, pa sem lahko jaz tukaj na servis, kaj če bi vidva šla v Topolšico. Ja, krasno, super, nismo pa že toliko časa na dopustu in koliko časa bo pa temno, jaz sem rekel, veš kaj, dajmo, jaz sem zjutraj v sobo, lahko ste 14 dni, lahko ste en mesec, lahko ste več, čistko, bom rekel, zelo ugodna cena, vsaka vidva svojo penzijo boste zdržala to, ja, super, no in tako, in moram reči, s predhodnim dogovorom z vodstvom Zimzelena, tudi direktorci sem povedal, da se ne bi tako, mislim, v razgovor in tako dalje, in tako sta prišla sem, ne, na dopust. In po enem mesecu sta rekla, da zdaj dopusta konc in da bi šla domov in kljub temu sem probal jih zadržati čim dlje, pač ni šlo, ne. In enostavno smo se spokali, spravili kočke, jaz sem zaprosil direktorce, naj proba zadržati sobo še nekaj časa in smo se vrnili domov. In smo še enkrat naročili kosila, snežilke, vse to so procesi, ki treba organizirati življenje, ne. In spet sem bil praktično vsak drug dan v Ljubljani in to je trajalo 5 dni. In po 5 dneh sem prišel in sem začel debato,
kaj mislite, kdaj bi šli spet v toplice? Lahko kar takoj. Zdaj pa takoj ne, moram preveriti, ali je soba še prosta, pa če imajo, pa tako dalje. Seveda sem takoj klical direktorico, rekla, še držimo in to še praktično zadnji dan, ker so imeli že neke nove stranke in bi soba šla, pa so rekla, pod pogojem samo v to sobo, v nobeno drugo sobo. In sem rekel, božja volja, ne, še tukaj, ne. In sreče je bilo vse tako v redu, tako da sta prišla nazaj in potem sta tukaj ostala, potem dalje. Seveda ta proces je šel, bom rekel, tako kot piše v strokovni literaturi, je demenca napredovala. Novembra 2015 je oče umrl v svojem 99. letu. Mama je imela približno v istem času še infarkt in po infarktu se je stanje bistveno poslabšalo dementno. Mislim, do takrat je ravno v tistih dneh, ko je bila v Topolšici v bolnici, ko je prišla, tam je bila še, bom rekel, pravzaprav tako še, tako, bom rekel, pozobljiva, vendarle tako komunikacija, vendar po 5 dneh, ko je šla iz sobe z intenzivno nego v navaden oddelek, je bila še mogla nazaj postaviti, ker je bila obnašanje je bilo, bom rekel, neprimerno za, bom rekel, za sobo, ne, pravzaprav ni več funkcionirala v sobi, bom rekel, tako normalno, ne. No in potem, ko zdaj se je stanje nekoliko malo popravilo, tudi fizično in psihično, vendar smo se potem tudi, so mi predlagali vodstvom Zimzelena in seveda sem se strinjal, sem tudi presodil, da je to primerno, da je šla na oddelek za dementne, ne, kjer je tudi danes. Ne. Moram reči, da se ona na tem oddelku zelo dobro počuti, zato ker je pravič zaradi, če bi rekel, osebja, ki je na razpolago. Na tem oddelku so non-stop, ves čas je nekdo prisoten. In osebe z demenco potrebujejo, vsaj v eni fazi, v tej fazi, recimo, kot zdaj mama, pravzaprav potrebuje skozi nekoga v sebi. Ne. In je to recimo že sploh pa, če je mobilna, ne. Zdaj, tisti, ki pač ležijo, ne, ampak ti, ki so mobilni, lahko grejo kam in tako dalje. In pravzaprav je da njihovo dobro počutje je zelo, mislim, kvalitetno to, da so skozi v družbi z nekom, ne, da je nekdo ob njih, ne, mislim. Tako da je to, da je res zdaj pa vam zadovoljna. Še nekaj moram povedati, še eno izkušnjo, da v fazi, ko sta bila, v obdobju, ko sta bila doma, so moji obiski ženo, tudi pa tudi sestra, ko je prihajala in tako dalje, so bili v glavnem, smo se zelo malo ukvarjali z samimi starši, mnogo več seveda smo se z opravki, ki jih je treba postoriti v stanovanju za neko normalno življenje, ne vem, čiščenje, pomivanje, likanje, pranje, nakup, lekarna, zdravila, zdravniki, napotnice in tako dalje. Skratka, en kup teh zadev se z njimi pravzaprav nisi imel časa niti mnogo pogovarjati v mestu, ko malo, bom rekel, po kakšen stavek. Ne. Zdaj, ko moram reči, danes, ko grem na obisk mami, je to lepo za tega, ker se z ničemer ne ukvarjam drugim kot z njo. Ne. In se lahko sedeva, in se lahko pogovarjava, najdeva neke stare slike, pa malo bojeva spomin, kako je bilo v njeni mladosti, to se še spomnim, kako je bilo v gimnaziji, kako je bilo v osnovni šoli in tako dalje. Pozneje se pa spomin pravzaprav zgubila. Prav tu nekje do 18. leta je še imena zadnjič pogledala slike in se vse spomnila sošolce in tako dalje. Viš, to je ta. Eno se ni mogla spomniti na sliki iz, recimo, 3. gimnazija, 4. gimnazija. To ampak pozneje seveda, pa ne. Pa najdela sliko, ki je ona s svojim direktorjem na sliki službi, tik pred penzijo, ne. Nekaj, ta človek mi je nekam znan, pa ne vem, kdo je, ne.
sem rekel, tvoj direktor, Konrad, mu je bilo ime, se spomniš, ne? Pravim, ampak sošolce in sošolke iz gimnazije, vse, mislim, ne? Ko je bila mehna, iz predšolskega obdobja se spomne, ne? Mislim, se tako malo odkrivaš prav te zadeve, mislim, malo drugačen svet je, ne? Tako da je, poleg tako, ne. Gospa Jelka Florjančič, vi verjetno teh zgodb slišite veliko, če recimo izvzameva vašo, ne? Teh zgodb je veliko in najbrž tudi ta pomoč medsebojna z nasveti je dragocena v takem trenutku, a ne? Sigurno. Mislim, da je najbolj dragocena pomoč drug drugemu, izmenjava izkušenj. Zgodbe so si, lahko rečem, enake, samo so vsaka za sebe, a ne. Nekje po istem ključu, samo zgodbe so sigurno individualne, vsak se spopada po najboljših močeh, a ne, in zelo neprecenljivo je pa te izkušnje medsebojne, da se prenašajo, da nekje dobiš informacijo, izkušnje za delo, za dostop do osebe. Mogoče bi iz te zgodbe gospoda Petroviča, pa tudi vaše, gospa Lukačeva, lahko poiskali neke sorodne točke, a ne? Ne pri mogoče zdravniku, ker vi imate pač doma, bova rekli, v družini eno drugačno izkušnjo, a ne? Ampak recimo gospod Petrovič je rekel to prepoznavanje pri zdravniku družinske medicine, torej osebnem zdravniku, a ne? Da nekako ni bilo, da je bil pogovor, mama je rekla, saj jaz to lepo počnem, pa tega recimo sploh ni počela že, ne vem, leto, dve, je to nekdo drug namesto nje počel, likanje, pranje, kuhanje, a ne? Kako recimo bi lahko bom pa rekla, mi doma prepoznali, ne, take zanimive fotografije ste prinesli, ko se recimo osebi z demenco, torej nekako že pozna, da nekih stvari ne obvlada. Ja, pri nas v Zimzelenu, pa tudi v drugih domovih, a ne, delovne terapevtke uporabljajo en test za testiranje, ne, teh kognitivnih sposobnosti oziroma upada, ne, kakšen je pač upad. Pa mogoče bi iz tega testa vzela, oziroma ta del tudi ni prav sestavni del testa, ne, ampak lahko se pa doma poskusi recimo risanje ure, ne. Zdaj, če vidimo na televiziji, ne, ko nekomu osebi z demenco, ne, rečemo, da nariše uro, a ne, običajno še v tej začetni fazi kar dobro umestijo številko 12, 3, 6 in 9. Te vmesne so pa že težava. No, pri teh primerih pa vidite, ne, da tukaj že gre mogoče že za kako višjo stopnjo demence, ne, kjer pa že tudi te strukture ni več, ne, 12, 3, 6 in 9, ne. Tako da recimo to je ena taka preprosta stvar, ki jo lahko tudi doma poizkusimo, ne. Naslednja zadeva, recimo, ki je mogoče zanimiva, da je izpostavil gospod Petrovič, pa tudi vi nekako, gospa Lukačeva, da ko človek pride domov, a ne, se ukvarja s tem, kako bo pospravil, kako bo reševal neke stvari in se malo manj ukvarja. Ne? Absolutno. Ves ta čas, kolikor ga je na voljo, je treba marsikaj postoriti. Ne moreš pustiti svojih staršev v umazaniji, v nečistoči. Treba je marsikaj drugega še tudi urediti, nabaviti in tako. Tako da sem bila včasih kar ena mimobežnica. Ne? Seveda pa mi je res pri tem, dokler je oče to zmogel še določene zadeve doma urejati, veliko pomagal. Ne? Veliko mi je pomagala tudi služba, ki je prinašala kuhano hrano domov. Ne? Tako da ni bilo več toliko veliko stvari za ponarediti. Perilo sem pa itak odnašala domov in doma to vse uredila, oprala in drugič vrnila.
mama me je, moram reči, ves čas pozorno opazovala, kaj jaz delam. Ne? Da ja ne bom kaj naredila, kar bi njej vzela pravzaprav primat nad tistim delom. Ne? In so bili to trenutki, ko je bilo treba večino časa posvetiti urejanju doma. Samo potem sem videla, da je treba to že vsakodnevno prihajati, sem lahko potem še malo več se z mamo pogovarjala, ampak samo toliko, kot mi je ona dovolila. Ne? Pa kar jo je njo zanimalo. Ne? Da bi si pa dala kaj dopovedati ali pa da bi mi dve to in to skupaj mogoče, da mi pokaže, kako gre to in ne, da bi imela tisto občutek, da je le še koristna. Tukaj se pa vse nehalo, ne, pri njej. Ne je šlo to dosti hitro dalje, ne. Ko je pa prišla v dom, takrat pa še posebej, ne, je najprej zbolela. In zdaj že tudi ne govori nič. Redki so dnevi, ko spregovori kakšno besedo. Večina počiva, spi ali pa opazuje. Tudi to sem videla. Tako da se nama ne ostane veliko trenutkov, da bi se lahko pogovarjale. Se pa pocrtljava. V tem pa ona uživa, ne. Se stisnem k njej, pa vidim, da to tudi njej paše. Pa jo uredim, pa počešem, pa jo peljem na sprehod ven in tako. Na ta način mi dve preživljava ta čas. Moram pa še nekaj povedati, ne. Neizmerno so pomembni obiski svojcev v domovih. Ni dovolj, da ti daš svojca v dom in s tem misliš, da je večina tvoje odgovornosti in skrbi dovolj, ne. Moraš biti ves čas prisoten, da se ne čutijo zavrženi, zapostavljeni, da čutijo, da vse, kar delaš, delaš v njihovo dobro. In če si dosti prisoten, kar jaz sem bila, ne, vsa leta, pa sem prihajala z ljubljanskega konca, potem se te stvari majčkeno omehčajo in uredijo, ne. In tako je lepo potekalo vse, ves čas, ne, z mamo. Ne. In mogoče, gospa direktorica, eno vprašanje tudi povezano s tem, kar smo slišali, a ne. Center za socialno delo, a ne, vzeti staršev pravilno sposobnost, pa vendarle tukaj je denar, zlasti, ko so doma, na kak način, recimo, a ne, to dosežiti, se pogovoriti, da, ne vem, se mogoče pooblastila napišejo, ne vem. To so kar težke stvari, a ne, sploh takrat, kadar je več otrok v družini, a ne. Bom rekla, redko gre, vse po naših izkušnjah, kolikor jih poznamo, gre čist gladko, a ne. Kdo bo to prevzel? Nekateri v družini v bistvu noben noče, kje pa si gledajo malo pod prste. Tako da to ni enostavna stvar. Je pa pomembno, da se čim prej uredi, a ne, na Centru za socialno delo ta pooblastila za urejanje denarnih zadev. Ne malokrat smo bili priča tudi primerom zlorab. To se pravi, ko se v starosti pojavi še kak partner, a ne, kakemu vdovcu in potem ta vdova ali pa vdovec postaja, a ne, oseba z demenco, tudi do tega prihaja. Pa tudi sicer, a ne, kako boš pa najbolje poskrbel, a ne, sej tista pokojnina, ko ostane od obolele osebe, a ne, je prav, da gre za njegove potrebe, a ne, in če to ni prav čas urejeno, takrat, ko se še lahko, bom rekla, na nek način dogovorijo v družini, je pol toliko težje. Sicer pa tudi, če je demenca tako napredovana, se potem na podlagi psihiatričnega mnenja in vseh teh stvari lahko te postopki speljejo in je tudi prav, ker s tem se zaščitijo koristi, a ne, in pa pravice osebe za demenco. Izvolite. Ja. Jaz imam te izkušnje, ne, s Centrom za socialno delo. Nismo imeli nobenih problemov, razen tega, da sva se morali prej še sestro dogovoriti, da bom jaz to prevzela.
In dobila sem skrbništvo za poseben primer za sprejem v dom, ne, ker mama ni bila več sposobna te presoje in to sem jaz urejala v njenem imenu. Oče je bil pa samostojno. Ne. Prav tako sem dobila tudi vsa pooblastila za njune račune. Ne. Namreč moramo vedeti, da moja mama ni imela nobene pokojnine, ne. In zanjo pravzaprav ni bilo sredstev za domsko oskrbo. Oče je lahko kril svojo oskrbo, svojo pokojnino, za mamo pa smo morali prodati njuno stanovanje, nad katerim sredstvi, in vsem to je šlo z roko v roki socialno službo, nad temi sredstvi tudi ves čas bedi socialna služba in je treba podajati vedno poročila. Bilo je tudi tako, da je enkrat celo prišla v Zimzelen socialna delavka, ne vem, če vi to veste, in je bila navdušena. Je rekla, tukaj sta pa dobro, tukaj sta pa preskrbljena. No tako, da te stvari sem pravočasno uredila, ampak so ozvočil sestro, ne, mimo nje nisem šla in tudi zdaj je vsakokrat, ko sem v Zimzelenu, obveščam, kako in kaj, mamo fotografiram in pošljem slike. Tako da je tudi ona mirna in zadovoljna. Ne? Na vsak način mora biti soglasje v družini. V družini, ne? Gospa Florjančič, ali recimo na teh skupinah za samopomoč, oziroma kako jim pravite, pogovornih skupinah, a ne, so tukaj tudi nasveti, ali je to težko, recimo nekomu nekaj svetovati, ker mogoče se pa ne izide tako kot pri nekomu drugemu, a ne? Sigurno. Nasveti svojcev, tudi imamo tematske teme na skupinah, ravno teh smo debatirali z našo strokovno vodjo varovane enote, o teh za posebne primere, o dedovanju, o skrbi za denarjo, kakšne so po zakonski plati, kaj lahko naredijo. Sigurno je pa vsak mora najti svoj pristop. A ne? Lažje je, če ti imaš mogoče že, a ne, če nekdo reče, mi smo pa to doma tako naredili, ti poznaš svoje svojce, poznaš svojo mamo, poznaš svojega očeta, a ne pa lahko pa res imaš tak pristop, da bo to nekako delovalo. No. Se pa verjetno prav na teh pogovornih skupinah širi obzorje, no, če tako čisto enostavno rečemo. Ne? In še ena zadeva se mi zdi zanimiva, osebje in znani obrazi. Da je recimo, ne vem, ves čas z bolnikom z demenco nekdo, potem seveda v kasnejšem obdobju, ki je vedno tukaj, a ne, da se recimo zelo ne menjajo, da ne vem, tudi če je doma, da ne prihaja vedno nekdo drug, a ne, ker se verjetno osebe mogoče tudi vznemirjajo, če a ne, se obrazi menjavajo. Ja, demenca je bolezen možgani, ni bolezen srca. In to čutenje nam ostane do konca življenja. Čutimo, čustvujemo. In pri osebah z demenco je pomembno to, da imajo stalno strukturo, če rečemo, bom rekla tudi ta dnevni ritem, da ni njihov prostor preveč razpršen, zato ker se zgubljajo v prostoru. In te varovane enote, ki so namenjene osebam z demenco, ki so še, bom rekla, gibljive, tako kot je rekel tudi gospod Petrovič, in bi lahko odtavale, se zgubile, oziroma doživljale stisko ravno zaradi tega, ker bi bile v nekem večjem prostoru, kjer bi se ljudje pogosteje menjavali. Je pomembno za ta občutek varnosti, da je osebje bolj ali manj stalno, da se navadijo na njih, da ustvarijo ta občutek zaupanja. To zaupanje je potem najbolj pomembno in ključno. Sej, pravzaprav mi celo življenje
hrepenimo po zaupanju, po ljubezni, po dotiku, a ne. In takrat, ko je nek stalen tim, se to lahko potem tudi vzpostavi. Tako da to je ena, bom rekla, od oblik dela z osebami z demenco. In kot je prej gospod Petrovič povedal, ne, starša njegova sta bila prej na, bom rekla, bivalni enoti, ki je bistveno večja, ampak ker sta imela en drugega, čeprav sta bila oba oseba z demenco, sta imela neko orientacijo in tudi neko varnost, ne. Potem, ko je gospa ostala sama, smo v bistvu videli, da to ni več najboljša možnost za njo in smo predlagali to namestitev. Seveda, vedno bi lahko šla tudi nazaj, če bi se ne bi obneslo, ampak tako kot vedno, no, je to bolj primerna oblika. Mogoče ob tem vprašanje, a ne, slišimo različna mnenja, tudi recimo pri starostnikih, a ne, čim dlje doma, čim dlje v domači negi, ob teh recimo pomočeh. To je ena plat, a ne. Potem so tudi osebe z demenco, a ne, ali jih dejansko imeti čim dlje doma, ali jih recimo v katerem trenutku nastaniti v ustanovi, ali je to spet pri vsakem človeku drugače in stvar odločitve? Je to stvar odločitve, bom rekla, in tudi neke kondicije, ne, posameznika, kako sprejme odgovornost. To, kar je tudi rekla gospa Andreja prej, ne, jaz sem prevzela odgovornost, ker je naredila nekaj proti volji mame, ampak v njeno dobro. A ne? In to so sigurno težki občutki. In jaz si nikoli recimo ne upam reči nekomu, lejte, to bo 100% najbolje, ker ne veš tudi, kako bo svojec potem s tem, ko bo to naredil, a ne, shajal, če rečem tako, kako ga bojo te občutki slabe vesti, a ne, neke manipulacije, ki jo je naredil, a ne, obremenjevali. Gotovo je pa nekaj, a ne, to, kar smo zdaj v teh letih, a ne, nekako se izkusili, ali pa so nas svojci naučili. Takrat, ko dejansko, a ne, ta odnos ne postaja več, bom rekla, odnos mati in hči, ko so v ospredju vsa druga opravila, ki jih je potrebno narediti, zgolj za neko osnovno higieno, za neko rutino, da gre naprej. Potem jaz mislim, da je čas, da razmislimo o tem, ne, za odhod v dom, da pridemo nazaj do tega časa, ko ga še imamo skupaj. Pa bi rada zdaj povedala še en primer našega svojca. Gospod je bil pri nas oseba z demenco, nameščen tudi na tej varovalni enoti in sin ga je zelo pogosto obiskoval. Ne. In tako mi je ostalo v spominu ta izjava sina, ne, ker je rekel, da je na nek način hvaležen tej bolezni, ker sta z očetom šele zdaj v tem obdobju bila sposobna vzpostaviti en intimen odnos, ne. To, da sta se držala za roke, da sta se veliko božala, da sta se poljubila, ne. Ker oče tega nikoli ni prej pokazal sinu in seveda tudi sin ni tega nikoli naredil očetu. A ne. Tako da vem, da ima mogoče dom še en tak negativen predznak, ne, tudi tega, da mi kot družina ne zmoremo, da smo popustili. Ampak velikokrat je pa priložnost, a ne, zaradi teh vseh naših služb, a ne, ker so tudi družine manjše, a ne, zdaj, če je razširjena družina, se to malo porazdeli, da preživimo te zadnje dni, mesece, leta, ne, v enem bolj kakovostnem odnosu, tega čutenja, ne. To ne zmoremo se več pogovarjati, ampak čutimo se in to želimo, a ne, to si želimo do konca življenja, čutiti nekoga ob nas. In nekako je potem ta domska oskrba, če rečemo, tako še posebej v tisti, tako recimo kot imate vi izkušnjo, gospa Lukačeva, v tej fazi, ko mama ne zmore več niti pogovora, niti nič, ne, je verjetno pa vendarle zlata vredna, tudi zaradi nege, tudi zaradi vseh teh stvari, ne? Seveda, ne. Mama je zdaj tukaj prirasla, bi jaz rekla, ne. Ona, ko oči odpre, vidi to domače okolje, to je njen dom.
Ne? In vsaka sprememba bi povzročila pri njej spet stres. Ne? Ta občutek stalnosti je res veliko vreden. Ne? In veliko sem premišljevala takrat po smrti očeta, če bi jo mogoče res dal kakšen manjši prostor. Pa nisem se je za to odločila, ker ona kamorkoli pogleda, je vse znano. Ne? In to je tisto, kar šteje. Ne? Poleg tega pa se ona niti začutila ni več, da očeta ni. Ona ob njej je umrl, ampak ona še danes ne ve, da ga ni več. Njej se okolje praktično ni nič spremenil. Njena demenca je bila že v tistem času tako zelo globoka. In spet bom rekla, prikrajšano je bilo marsikaj ob tem tudi, ne? In temu lahko rečemo celo milostna demenca. Ne ve, ne zna, ne žaluje, ne obupuje. Ostala je v istem svetu, kot se ga je že predtem navadila. In prav zato tudi pravijo, da je, tako kot ste tudi vi rekli, a ne včasih to bolezen, ki je bistveno težja za tistega zdravega, torej, ki je ob bolnem človeku, a ne. In da so takšne oddaje, pa tudi to, kar ste rekli, te pogovorne skupine, Alzheimer kafe in spominčica, tiste, kamor se lahko ljudje obrnejo, ko se v tej stiski znajdejo. Za danes hvala lepa vsem trem za vaše zgodbe, ki verjamem, da so segle v srce, za zgodbe, ki jih je še veliko, in verjamem, da tudi takšne oddaje pomagajo odkrivati tisto, da se potem tisti, ki so živijo, a ne z osebami z demenco, nekako lažje soočajo in znajdejo v teh tegobah. Hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa hvala lepa, da ste nas gledali. Nasvidenje.